pozdravljeni zopet v novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam zmeri pozvoni, ko pride nov vlog ven. Kaj se danes dogaja? Jutri smo začeli z možo, potem smo videli, da so se začele težave z vranom, začele so se zbirati in zdaj vidimo tudi tukaj že nekaj škode. Bom tudi kasneje še posnel, kako to izgleda. Nekaj lukenj je že, nekaj koruz so uspele ven potegniti, nekaj še ne. Dober je, ker je ta njiva blizu, pa smo hitro opazili, zakaj se gre. Tako da zdaj sem jih šel fizično nagnati, zdaj grem pa domov po drona, pa drona damo v luft, pa pogledamo še druge parcele. Ampak ja, pričakovano, koruzica je glih prišla ven, ne moram zdaj glih snemati dol, ker se mi mudi, tako da skočim zdaj domov, pa bomo pol gledali koruzo tekom dneva, če cajta, tako da akcija. Takole, dron smo poslali v nebo, zdaj pa z njim spremljamo tole parcelco, pa še eno malo večjo. Na drugi strani tolele. Tako da te dve so najbolj problematične. Zdaj bomo pa videli, kako bo tekom dni. Zdaj zaenkrat smo jih odgnali, ampak pride one nazaj. Največji problem je, ker ne veš, kdaj točno, tako da ja. Ker se je zadeva z vranami umirila, smo zdaj skočili v vinograd gor, bomo vzeli pa mulčaček, pa gremo nekaj pomulčati, tako da tole na hitrco naredimo, da smo pol proti večeri spet ready za štalo. Treba je zafrišno nakositi, pa verjetno bomo nekaj šli še prečesati na hitro. Drugače pa ja, no, to je na hitrco plan, bomo pa videli, koliko nam bojo vrane ta plan spremenile, tako da ja. Zdaj se je pa kar dež vsi po svet aprila, tako da smo zdaj pod eno krošnico, ampak ja, kar fajn pada. Toča pada, toča! Torej, kakšna je situacija? Prej me je itak dež pa toča sta me dobila, tako da sem dobil prevoz do doma, traktor sem pustil gor, pa bom jutri tisti zmulčil do konca, ko sem malo obsuši teren. No, pol smo šla pa s fotrom mečkom pogledati na parcele, na njive, kakšna je škoda. Nekaj je sicer že luken, tako kot smo videli malo prej, nekaj koruze je šlo, ampak zaenkrat še nič kaj kritičnega. Zato pa zdaj spremljamo redno zadevo. Vseeno se mi zdi, da zaenkrat ni še tako kritično, kar se tiče vran, tako lani, ampak koruza ima še daleč do faze, katera ni več nevarna za tole zadevo, tako da bomo videli sprotno. Treba se bo potruditi naslednji dni, pa upamo, da bo čim bolj toplo,
da bo koruza hitro rasla, no. Tako da, ja. To je to. Zdaj smo še na pojtraj, pogledamo še malo zadevco, pol pa jutr naprej, tako da, ja. Tukaj smo zdaj na terenu in vidimo dodatno škodo, lukence zraven lukence, tudi tam čez, tako da v bistvu počasi se izgubljajo procenti. Res trudimo se, da pazimo, koliko se da, ampak ja, vidite, tukaj spet, tukaj, tako da počasi se gubi koruza, ampak kačmo, nimamo kaj, vrana je zaščitena, ne. Tako da ne moremo nič narediti. Težava je tudi v tem, ker v bistvu problem, ki ga lahko povzročajo vrane, bo še vsaj 5-6 dni, 7, dok se res koruza ne ukorenini, pa res dobi neko velikost, je pa pol težava, ker tudi tisto koruzo lahko one začnejo ven vleči. Tako da, ja, bomo videli, kako bo. Pričakovane težave in nažalost že tukaj v štartu zgubimo kako tono, 2-3 po hektaru, ne. Tako da v bistvu je že to dosti velika škoda za nas. Plus tega, da koliko je v bistvu koruza bolj redka zaradi tega, oziroma območje, kjer je koruza bolj redka, je težava, ker dobimo večjo svetlobo noter. Večja svetloba pomeni več plevelov pomeni manjši pridelek. Tako da, ja, v bistvu tam, kjer bo res strnjen posevek, s pleveli načeloma ni težav. Tam, kjer pa manjka v bistvu dosti koruze, tam se pa bolj pojavijo problemi. Tako da, ja. Tako, včerajšnje česanje je zaradi padavin odpadlo, tako da zdajle se moramo pripraviti, ker gremo nekaj buč posijati jutr, tako da bomo zdaj tole kombinacijo odpeli, pa prepnemo kombinacijo s javnico, tako da naredimo tole, pa moramo najprej testirati, če bo iz polbučna semena šla, s temi diski, ki jih imamo mi na voljo, pol pa naprej, tako da naredimo to. Tako, situacija je taka, da sem šel tisti smulčati, dokončati tisti, kar smo včeraj začeli. Potem, takoj, ko sem prišel domov na nivo, kontrola fizična, škoda se mečkem povečuje, ampak zaenkrat še nič rizičnega, no, kak procent več. Zdajle smo pa prišli domov, fujtramo, kontrola z dronom. Laura mi je prišla malo pomagati, kontrolira zdaj, dok je s fujtram, tako da zaključimo v štali.
Za jutri imamo pa plan v bistvu ustaviti vrane na nek način oziroma jih nakrmiti na drugi parceli, ker so nam eno parcelo že komplet zrešetale. Bom tudi pokazal bolj, smo pač razkirali, je okoli 80 arov, so nam čist pobrali danes. Tako da bomo videli, če bomo tam še dali kaj koruze, pa bojo mogoče tam bolj jedle, da ne bojo na drugih parcelah. To je plan, v teoriji bi mogli ratati, v praksi bomo videli. Tako da, ja, ok, zrihtimo še to. Takole, nametali smo vse v mešalno prikolico, zdaj pa povprašamo malo Lauro, kakšna je situacija na njivah. Laura, kak kaže? Zdaj je bilo še ena jata vran, sam so se počasno razbunila, tako da zdaj bo mir. Kaže dobro, to pomeni, da smo za danes branili zadevo, kakor tok. To je to, gremo, da zmeša, pol pa nafujtramo, pa skotovimo štalj, pa fertik za danes. Takole, zdaj se pa nahajamo na biodinamični kmetiji Črnjelič, majčken stran od nas. Kaj delamo tukaj? V bistvu smo prišli posejati buše v tole zadevo. Tukaj je v glavnem krmni grah. Nekaj je že Primož zadnjič povalil, nekaj bomo mi danes povalili, zaradi tega, ker v bistvu val je 3 metre, sejalnica je 4,5, tako da smo se mogli malo prilagoditi. Globino smo že nastavili, lepo pade noter zadeva, pa tudi spredi lepše odmakne, zaradi tega, ker je zdaj povaljeno. Zadnjič, ko smo sejali v, se pravi, inkarnatko, ni bilo tako lepo, zdaj pa je veliko lepše. Tako da ja, je pa še ena zadeva, snema se pa danes tudi za kmetijsko oddajo, tako da je RTV z nami, tako da je v bistvu pestra zadeva, pa spet nekaj sprobamo, testiramo, tako da bomo videli, kak bo pa pol rezultat. Imamo pa spredi zdaj tale val, ko zelo lepo v bistvu vse skupaj povala. Je kar težki, ampak lepo 3 metrčke, pa je tudi možno z njim sekati material, se pravi, če bi se hitro pelali, bi lahko tudi delali kot naprimer mulčer zadeva. Tako da, ja, no, bo petkica imela kar lep komplet. Evo takole, zadeva je posijana, prišli smo domov, smo odpregli petko, vmes smo naredili še pregled za vrane, gre na boljš, naredili smo sicer tisto, kar smo rekli, da bomo, potrosili oziroma posijali smo koruzo tam, kjer so jo že fajn pojele in zdaj v bistvu tam ne koruzo. Bomo videli, kak bo v prihodnjih parih dneh, ampak upam, da bo šlo na boljš, zaenkrat je mir. Mi bomo pa zdaj preklopili še petko na klavaju, ko pa prvo koso, ga bo treba iti pol nakositi, tako da tole še naredimo. Akcija!
Evo, kot sem že omenil, smo zdaj na tisti parceli, ko so jo čisto požrle vrane. Tukaj bi se mogle videti že vrste, praktično nobene koruze več ni. Skozi so samo lukne, tako da v bistvu je tule vse pobrano do konca. Tukaj smo itak prej, so bile vrane še. Tako da, ja, taka je situacija, taka je bila situacija na vseh parcelah, če ne bi nič čuvali. Tako da, ja, žalostno, ampak to bo treba presjati. Tako da zdaj bomo v bistvu tule še počakali, da se majčkeno suši teren, pol pa, ko bo prilika, še enkrat na novo posjati. V glavnem, ta parcela je čist kritična, imamo pa še eno, ko je pa tudi v bistvu 2 hektarja, ko pa tudi že kar kaže na to, da bo treba še enkrat sjati, ampak bomo videli zadevo, no, kak bo. Drugače pa ja, to je to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Uživite, čau.